Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence spraševal, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Odgovorili so nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da je Jeremija ali kdo izmed prerokov. Jezus jim reče, kaj pa vi pravite, kdo sem? Spregovoril je Simon Peter in rekel, ti si Kristus in živega Boga. Jezus mu je odgovoril, blago ti, Simon Jonov sin, zakaj meso in kri ti nista tega razodila, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem, ti si Peter skala, in na to skalo bom sezidal svojo cerkev, in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Zabiške posede na izbrisijo naše grehe. Na koncu pridige bo že sijalo sonce, ampak ne se ustrašiti, ne bo tako dolga. Zakaj danes dež pada, bomo dobili odgovor v večnosti, bomo malo potrpeli. To ja se ne sliši, dobro? Se sliši? Torej, gasilci, ki ste tu navzoči, niste krivi, da dež pada. Čeprav vem, da vi rabite dež. Brez dežja vaša služba je zelo klavrna. Pravijo, da na ta dan mora padati dež, ker je Peter bil ribič, ker je imel veliko opravka z vodo, ker je na vodi in z vodo si pravzaprav služil kruh in tudi ob vodi utrjeval svojo vero. In ob vodi in na vodi se je odločil za Kristusa in ob vodi in na vodi je dobil papeško službo. Mislim, da imamo dovolj odgovorov. Zakaj pada dež? To je šele uvod. Oziroma tudi Pavel, ki danes zgoduje, nekateri pravijo, da šele popoldne, ampak sta bila skupaj, praznujemo njun god ves dan. Oba dva skupaj je tudi na vodi veliko pretrpel, saj se je vsaj 3-krat, tako samo menja, razbila ladja na morju in je imel veliko opravka z vodom. No, toliko. Zdaj pa gremo k stvari. Spoštovani zlatomašnik, dragi jubilant, spoštovani sobratje duhovniki, gospode kansošolci in častni kanonik, župnik in nekdani župnik in moj prijatelj Vinko, spoštovani vsi navzoči, ne bi rad vseh našteval, ker bi gotovo kakšnega izpustil, pa bi mi zamerili. Mislim, da boš jih kar nehal. Torej, Zlata Maša, ki jo danes obhajamo, na močno govori o Petrovi
Namreč Petrovi, Šetina Peter, odločitvi pred 50 ali več leti, ki je bila že tedaj dokončna. Duhovniški poklic se ne menja, kot človek zamenja sukno. To ni zaposlitev pri tej ali oni firmi, ki jo menjaš, ki jo izbiraš, če se ponudi boljša služba. Duhovništvo je odgovor na Božji klic. Je služba Bogu, ki je večen in zvest. Zato je tudi duhovništvo večno. Ti si duhovnik vekomaj. On izbere, on posveti in pošle. Niste vi mene izvolili, Jezus jasno pove svojim učencem, ampak jaz sem vas izvolil in postavil. To je veljalo tudi pred 50 in večimi leti, tudi za našega današnjega jubilanta. Torej, Bog izbere, posveti in pošle, da oznanja njegov evangelij in ne svoje modrosti. Peter, danes daješ kot pečat na 50 let in torej ponavlja svojim nebeškim zavetnikom, svetim Petrom, Gospod, za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš. Imel si velike preizkušnje že v gimnaziji, potem v semenišču, v bogoslovju, potem še bolezen. In kaj si doživel 20. januarja 52. v najnem Novem mestu, kot bogoslovec na železniški postaji, kjer je bil ožgan Božji služabnik škof Anton Volk, ki te je točno to uro pred 50 leti posvetil v duhovnika. Ta škof ti je postal od tistega dogodka na železniški postaji veliki vzornik in zdaj tudi, kot vsi vemo, veliki priprošnik ter duhovni prijatelj. Mislim, da to ni skrivnost in da ne pretiravam, če rečem, da najbrž v škofiji ni večjega častilca in ljubitelja nadškofa Volka, kot je to naš jubilant. Kaj sta doživljala danes, pred 50 leti v tej uri? To ti je položil roke na glavo v posvečenje. Zlato se v ognju preizkušam, ne od danes do jutri, ne če bo šlo, če ne bo pretežko, ampak po Pavlovih besedah si ponavljal, dovolj ti je milost. Tudi naš zlatomašnik bi svetim Pavlom lahko našteval. Dvakrat so me vrgli iz gimnazije, na železniški postaji sem jih dobil z brcami, toliko in toliko udarcev, apostol Pavel jih je naštel 49, Peter, Bog ve, koliko si jih ti dobil, najbrž več. Novomeščani so bili najbrž v tem bolj darežljivi, kot Pavlovi sorojaki. Potem, kolikokrat si bil zasliševan, kolikokrat so te grozili, toda v Gospodu je moč. Zato danes, Peter, s hvaležnostjo in ponosom gledamo in mislimo na teh tvojih 50 let. To je praznik vseh nas, vsega vernega občestva, zlasti tukajšnje Rakitne, ki te je sprejelo to občestvo pred 49 leti
z velikim veseljem in hvaležnostjo. In danes svojo prisotnostjo in s to slovesnostjo to potrjujejo. To je praznik vseh nas, veliki dokaz Božje naklonjenosti. Kljub temu dežju, temu nalivanju in polivanju je najbrž izraz velike Božje naklonjenosti. Da se je res Bog ozrl na tega svojega nevrednega služabnika in po njem storil velike reči. Tudi vi tukajšnji farani lahko kličete večkrat, ne samo danes, ampak tudi vnaprej kot Marija v Magnifikatu. Gospod velike reči si nam storil po tem Petru, ki ga imamo v svoji sredi 49 let. Naj ga vam Bog še nakloni. Kot služabnik oltarja Peter si skrbel za Gospodovo gostijo, si hranil in negoval tolikšne duše tukajšnje fare, te rakitne, ki so bili lačni, ki so bili obupani in potrti, saj so dali tudi svoje življenjske preizkušnje v zadnji vojni in po vojni. Tudi sedanji časi niso rožnati, niso prav nič pozlačeni. Zato rabijo to tvojo in Kristusovo daritev za grehe, zase in za vse. Zato sedaj mnogi s hvaležnostjo mislijo nate. Ne samo, ne mislim tu navzoče, ampak tisti, ki so po svetu, ki danes bi radi bili tukaj, pa iz tega ali onega razloga niso se mogli udeležiti tega slavja in bi ti radi stisnili roko in rekli: poklonaj, Peter, hvala. O, koliko si spremljal kot prvoobhajancem, veroukarje, mladen, zaročence, zakonce ali utrujene od bolezni, staranja in osamljenosti ter odhajajoči v večnost. Kolikokrat si ti je oglašal v notranjosti Gospodov glas: človek ne živi samo od kruha in igr, tudi ne samo od lesa in travnikov in od sadov zemlje, ampak od vsake Božje besede. Kako lepe so noge oznanjujočih mir, oznanjujočih dobro. Kakšno lepo branje je v Stari zavezi o dobrem pastirju, ki ga riše prerok kot Boga, ki vodi Izraelce na zlate, zelene pašnike in jim daje ležišča in ko dan počitka jih vodi. Kako ti je živo stopala ta primerjava Stare zaveze, tudi tebi, Peter, tolikokrat na tej čudoviti rakitni, na tej ravnici, na tem griču, med temi smrekovimi gozdovi. Tudi ti si hotel in želel kot Jezus, ko je jokal nad Jeruzalemom, zbiral te svoje tukajšnje rojake, kot kokla zbira svoja piščeca pod peruti. Mnogi so te ubogali in danes ti prihajajo reči hvala. Vem pa, da si bil tudi večkrat žalosten, ker te niso vsi slišali, ker te niso vsi razumeli, ko si jih vabil k tistemu, ki naredi naš jaren sladak, breme pa lahko. Ker marsikdo tega ne verjame danes, ker smo včasih preveč oteženi, prevečkrat razočarani in preveč utrujeni, da bi mogli še nekomu verjeti
Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Vemo, da tudi sodobnemu človeku še vedno prijajo te razne krilate, lepe besede, kot je to svoboda, kot je to demokracija, kot je to napredek, kot je to visoki standard, tehnika, vikend, avto. Vendar, Peter, ti veš, da ljudje ne potrebujejo samo tega, da ni dovolj, da človek dobi nekaj porcije hrane in pijače, nekaj benzina in da gleda televizijo in radio posluša, da dobi nekaj kalorij in razkužil športa in razvedrila, interneta in mobitela, ki ga toliki tiščimo na ušesa, na vsakem koraku, kot da hočemo povedati, drugi nam dajte žimijo. Pa vendar rabimo mi osebnega kontakta, ne samo po internetu in mobitelu. Vsaka čast tej tehniki, hvala Bogu, da jo imamo, ampak vendar ni čudožno zdravilo za dušo, za duha, za duhovni svet, ki nas večkrat morda bolj bremeni, bolj straši, kakor umirja in poživlja. Zato pojdimo Gospodu. Saj smo slišali danes tudi apostola Petra, ko so dobili vprašanje in ga tudi mi dobivamo. In tudi Peter si ga ti dobival, kot dijak, kot študent, kot teolog in kot duhovnik. Kaj pa ti praviš, kdo sem? Kdo sem? In Peter, apostol, smo slišali v Evangeliju, jasno pove, ti si Kristus in živega Boga. O, Peter, kolikokrat si to izražal. Zjutraj pri jutranji molitvi, pri utrujem pri večerni molitvi,